Zakon o elektronskih komunikacijah je prinesel nova pravila glede uporabe spletnih piškotkov oziroma angleško cookies. Spletni piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih brskalnik shrani in vsebujejo vse vrste podatkov o nas samih, o tem, kaj počnemo in kako počnemo. Piškotki beležijo in pomnijo naše nastavitve, naša iskanja, nakupe, navade. Ko obiščemo določeno spletno stran, se piškotek naloži na naš računalnik. Vsakič, ko bomo ponovno obiskali to spletno stran, bo le-ta že imela podatek o naloženem piškotku in nas prepoznala. Piškotek sam po sebi ne zbira informacij, razen v primeru, ko ga strežnik prebere skupaj s spletnim brskalnikom. Tako pa lahko spletno mesto pridobi vrsto podatkov o uporabnikovem računu. Piškotki se delijo na čas trajanja, lahko so trajni ali začasni. Začasni piškotki nas bodo spremljali le za čas trajanja ogleda določene spletne strani, medtem ko bodo trajni piškotki ostali shranjeni še potem, ko kot uporabniki zaključimo sejo. Druga vrsta piškotkov pa se deli glede na ponudnika. Če govorimo o tako imenovanih lastnih piškotkih, so le-ti spletnega mesta, ki ga obiskujemo in so namenjeni shranjevanju podatkov, ki olajšajo sam prijavni proces v na primer spletno pošto ali klepet. Malce neprijetni pa so lahko tako imenovani drugi piškotki, ki predstavljajo mnogo večji vdor v zasebnost, saj izhajajo iz drugega spletnega mesta in zbirajo precej več podatkov o obiskovalcu spletne strani. Ti podatki so lahko uporabljeni v različne namene, analize in oglaševanja. Kadar imamo pomisleke glede samega namena zahtevanih podatkov oziroma kadar so podatki občutljive narave, se je morda smiselno obrniti na informacijskega pooblaščenca. Po novi zakonodaji so portali dolžni uporabnika zaprositi za privolitev v uporabo piškotkov. Sedaj imamo torej možnost, da se seznanimo z namenom in načinom shranjevanja naših podatkov ter vanjo privolimo ali pa jo zavrnemo. Ponudnik spletne strani mora obiskovalca obvestiti o tem, kdo je ter katere piškotke in v kakšen namen uporablja. Načeloma lahko rečemo, da večjih sprememb zakonodaja ni doprinesla. Drastičnih sprememb ne bomo čutili. Navsezadnje direktiva velja le za slovenska podjetja in tako na primer Google še vedno ohranja piškotke in beleži ter analizira naše podatke. Če želimo zavarovati svoje podatke in zasebnost, je najboljša taktika še vedno ta, da si že v brskalniku uredimo nastavitve tako, da ne bomo deležni nobenih piškotkov.